Lepo pozdravljeni. Predstavitev smo pripravili skupaj s Karmen Čubej iz Kolektor CPG, Ireno Fortuna iz DRI in Maticem Pozničem iz Darsa. Vsebina, najprej na hitro uvod, podatki o tem poskusnem polju, rezultati uporabljenega asfaltnega granulata, rezultati vhodnih polimer modificiranih bitumnov, nekaj o sami proizvodnji in vgrajevanju in preveritev kakovosti izvedbe ter zaključek. Za uvod tu lahko rečemo, da skladno z uredbo EU 305 morajo biti gradbeni objekti načrtovani, grajeni in rušeni tako, da se zagotovi možnost recikliranja. Za vezne nosilne plasti ACBIN v Sloveniji, skladno s 1038-1, uporaba asfaltnega granulata ni dovoljena. V letu 2015 je potekalo kar več sestankov in pobud za uporabo asfaltnega granulata tudi v vezne plasti. Sprejet je bil sklep, da pripravi se projektna naloga za izvedbo testnega odseka in v oktobru 2016 se je na odseku avtoceste med Brezovico in Vrhniko izvedlo poskusno polje s ciljem ugotovitve kakovosti vezne plasti z 20% dodatnim asfaltnim granulatom iz istega odseka in uporabljenim polimer modificiranim bitumnom. To poskusko polje je bilo izvedeno v sklopu večjih vzdrževalnih del, za katerega je to izvedbo izvajal Kolektor CPG. Na odseku med kilometrom 2,6 in 10 so bile tako izvedena 3 polja. V prvem polju je bilo klasično izveden AC22 BIM s PMB 4580-65 A2, v drugem polju enak asfalt z enakim bitumnom, vendar z dodanimi 20% asfaltnega granulata in v tretjem polju enak asfalt, 20% dodanega asfaltnega granulata in bitumen 45-80-65 RC. Reskanje, najprej je bilo reskanje obstoječega asfalta v debelini 13 cm, izvedli smo v dveh fazah, posebej obrambno plast v debelini 4 cm in posebej vezno plast v debelini 9 cm. Ta vezna plast je bila kasneje uporabljena naprej. Na sliki je prikazano pač klasično reskanje z nalaganjem in transport v asfaltni obrat v Lažah, kjer se je na obratu izvedlo drobljenje in sejanje, tako da smo dobili proizvod ERA 22016, pravi asfaltni granulat, ki je imel 4,4% topnega deleža bitumna in tudi na diagramu je prikazana zrnavostna sestava. Ta asfaltni granulat smo skladiščili, tudi jasno, da preiskali njegove karakteristike, katere so penetracija je bila 17,3, zmehčišče 65,4, fras -7 in elastična povratna deformacija 47. Iz frasa pa je tudi iz elastične povratne deformacije vidimo, da je bil tukaj uporabljen v tej plasti polimer modificirano vezivo. Pravi, to je reskanc, asfaltni granulat iz vezne plasti odseka, kateri je bil že tiskrat imel uporabljen polimer modificirano vezivo. Vhodne bitumne smo je preiskal inštitut IGMAT, 2 vhodna bitumna, rezultati za PMB 45-80-65 so penetracija 54,7, zmehčišče 79,7, fras -18, elastična povratna deformacija 90 in v desnem stolpcu je rezultat za PMB 45-80-65 RC, kjer ima penetracijo 61, PK 76, fras -20, elastična 24. Iz teh rezultatov vidimo, da ima ta proizvod RC višjo penetracijo, nižje zmehčišče, nižji fras in višjo elastično povratno deformacijo. No, tako kot nam veleva standard, smo tudi pri tem vhodnih bitumnih
izračunali rezultirajoči bitumen, ki je računsko določen bitumen na osnovi karakteristik vhodnega bitumna in karakteristik ekstrahiranega bitumna iz 20% dodanega asfaltnega granulata po enačbah iz aneksa A, sistem 13.108.1 in vidimo, da pri uporabljenem vhodnem bitumnu 45-80, 65 in 20% asfaltnega granulata, vidimo, da je rezultat penetracije 43, zmehčišče 76, elastična povratna deformacija 81. Tukaj vidimo, da iz samega izračuna imamo rezultat penetracije nižji in recimo s takim bitumnom, tako kot veljeva standard, ne moremo, oziroma delati, recimo eden od takih ukrepov bi bil, da bi morali zmanjšati količino granulata. Medtem, ko pa rezultati PMB 45-80 RC kažejo, da imamo penetracijo 48, zmehčišče 74, elastično povratno 85. Tehnologija dodajanja asfaltnega granulata v obratu laže je bila preko preddozatorja, zalogovnika in tehnice v mešalec, prikazano je schematsko na sliki levo zgoraj, na ostalih slikah pa kako izgleda v resnici v obratu. Temperatura zmesi kamnitih zrn na izhodu iz sušilnega bombna je bila 230 stopinj, temperatura asfaltne zmesi pa 170 stopinj. Ugrajevanje same vezne plasti je potekalo v debelini 9 cm, transport je bil na razdalji 55 km, temperatura asfaltne zmesi 170 stopinj, ugrajevalo se je v širini voznega pasu s finišerjem Fegel 1803 in zgoščanje statično in vibracijsko z valjarji 4 in 10 ton. Tukaj so prikazani rezultati preizkusov notranje kontrole, klasično za delež bitumna, zrnavost, votline, zapolnjeno votline za vsa tri polja. Prvo polje brez asfaltnega granulata, vidimo votline 5,3, zapolnjenost 65, drugo polje votline 5,4, zapolnjenost 64 in tretje polje malo više votline 6,4, zapolnjenost 59, ampak še znotraj zahtev standarda, ker imamo votline 4 do 7 in zapolnjenost 50 do 68. Krivulje same zavrnavostne sestave so bile v vseh treh poljih dokaj podobne. No, naslednje so prikazani rezultati ekstrahiranih polimernih bitumov v zgornji tabeli inštituta IGMAT za PMB 45-80-65 za zmes iz prvega polja, kjer vidimo, da smo dobili penetracijo 28,5, zmehčišče 69, fraz minus 16, elastična povratna 79. V drugem polju, kjer imamo uporabljen isti bitumen in 20% asfaltnega granulata, imamo penetracijo 24,7, zmehčišče 73, fraz minus 11, elastično povratno 72 in v tretjem polju, kjer imamo uporabljen bitumen RC in asfaltni granulat, imamo penetracijo 32, zmehčišče 61, preteglišče po frasu minus 16 in elastično 71. Zdaj, če pogledamo same rezultate, vidimo, da z bitumnom 45, 80, 65 in reskincem dobimo nižjo penetracijo, višji PK, višji fraz in nižjo elastično povratno. Za bitumnom RC pa vidimo, da imamo višjo penetracijo, nižji PK in nižji fraz. Podoben rezultat je dobila tudi notranja kontrola. No, na naslednjem slajdu so prikazani rezultati sprememb zmehčišča med dobavljenim in ekstrahiranim polimer modificiranim vezivem in sicer mi imamo v naši tehnični specifikaciji v točki 3.2 zahtevo, da je sprememba PK-ja lahko za največ 10 stopinj. In če pogledamo, vidimo, da imamo tudi take rezultate, zato je tukaj malo vprašljiva ta, oziroma se je treba malo vprašati, ali pustimo tako zahtevo, ali bi to zahtevo kaj spreminjali.
Na teh zmeseh so bila opravljena tudi odpornost asfaltnih zmesi proti utrujanju po standardu SISTEN 12-627-24 dodatek D, kjer se je utrujanje izvedlo s 4-točkovnim upogibnim preizkusom na prizmatičnih preizkušencih na temperaturi plus 20, pri frekvenci 30 Hz in pri 3 različnih amplitudah. Z zelenim stolpcem je prikazan rezultat na zmesi brez asfaltnega granulata in z polimerno modificiranim vezivom, kjer je rezultat 172 in z rdečim je prikazan z 20% asfaltnega granulata in bitumnom RC, kjer imamo rezultat 164. Na tem grafu so prikazanih 22 rezultatov utrujanja enake zmesi AC22-bin z bitumnom 45-8-65-2 v Sloveniji, ki jih je izvedel inštitut IGMAT. Tukaj so različni proizvajalci v zadnjih par letih za vezne zmesi v Sloveniji. Z zeleno imamo prikazan ta rezultat iz tega poskusnega polja, spravi klasična vezna plast, tako kot delamo z polimerno modificiranim vezivom brez granulata in z rdečo z granulatom in bitumnom RC. Vidimo, da so rezultati zelo podobni, da smo nekje v poprečni vrednosti, poprečna vrednost je 174, minimalna 145, maksimalna 200. Za zaključek, glede na zahteve uredbe EU 315 o trajnostni rabi naravnih virov in s tem možnost recikliranja gradbenih materialov, bo potrebna novelacija našega nacionalnega dodatka SIS 1038-1, kjer bo omogočena uporaba asfaltnega granulata v vezni plasti. Glede na rezultate rezultirajočega bitumna je možna proizvodnja asfaltnih zmesi s PMB z različnimi deleži asfaltnega granulata glede na njegove karakteristike. Rezultati ekstrahiranega PMB so vsi znotraj zahtev SIS 1035 za PMB 1040-60. Rezultati ekstrahiranega bitumna PMB 45-80-65 RC so potrdili napovedi proizvajalca tega bitumna, da se s tem bitumnom pri dodajanju 20% asfaltnega granulata poveča penetracija, zniža zmehčišče in pretegrališče po frasu. Glede na trenutne zahteve TSC po največji dovoljeni spremembi zmehčišča med ekstrahiranim in dobavljenim PMB bo potrebno razmisliti o smiselnosti te zahteve. Rezultata utrujanja asfaltnih zmesi brez in z 20% asfaltnega granulata z PMB RC sta podobna in sta v območju povprečnih vrednosti glede na asfaltne zmesi za vezne plasti različnih proizvajalcev v Sloveniji preizkušenih na inštitutu IGMAT. Prikazali smo, da je možno kvalitetno proizvesti in vgraditi asfaltno zmes v vezno plast z dodanim 20% asfaltnim granulatom in polimerno modificiranim bitumnom in na osnovi rezultatov iz poskusnih polj in podobnih izkušnjah v sosednjih državah predlagamo dopolnitev standardov in tehničnih specifikacij za uporabo asfaltnega granulata v vezno plast. Hvala za pozornost. Hvala, Zvonko Cotič.